Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekal že 7. delovni sestanek med predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarske zbornice Slovenije. Oživljanje gospodarstva z novimi strateškimi investicijami je bila osrednja tema srečanja, med drugim pa so govorili tudi o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva ter trošarinah na sladke pijače. Jaz ocenjujem kot predstavnik ministrstva, da so ti sestanki zelo koristni. V bistvu gre za najbolj neposredno obliko sodelovanja in v bistvu pri skupnih načrtih in prizadevanjih, da postavimo v bistvu čim bolj konkurenčne okvire za poslovanje gospodarskih subjektov. S področja internacionalizacije smo skupaj ugotovili, v bistvu, da smo pripravili ambiciozen program, ki se v bistvu uresničuje v novo ustanovljeni agenciji Spirit, kjer bo pri izvajanju v bistvu tega ambicioznega programa v bistvu tudi GZS odigral eno od najpomembnejših vlog. In verjamemo, da bomo tukaj v bistvu naredili lahko en velik preboj naprej. Hkrati si bomo še tudi v bodoče prizadevali za vse izboljšave viznih režimov, skupaj predlagali tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in s tem vladi, v katerih državah v bistvu bi slovensko gospodarstvo potrebovalo nove oblike predstavništev, bodisi odpravnika poslov, konzulate ali pa veleposlaništva. Tako da nas v bistvu to delo, ki bo permanentno, tudi čaka v prihodnje. Pomembno je vedeti, da uvajanje tovrstnih davkov ali pa trošarin ne prinese želenega učinka na zdravje. Dejansko ljudje najdejo druge poti in si pač nabavijo druge izdelke, druge pijače in zadovoljijo svoje potrebe po sladkem okusu na ta način. Se pravi, delovati je pa potrebno v preventivi in tega bi se morali ljudje, ki so takšen zakon spisali, zavedati. 14 milijonov je sicer majhna cifra za Slovenijo, ampak velika za slovensko industrijo proizvajalcev pijač. Gre predvsem tudi za mesečni odliv sredstev. Likvidnost v tem času je veliko vprašanje, tako da podjetja bi, nemogoče je skoraj pričakovati, da bi mesečno zagotavljala -1 milijon evrov, ki bi jih odvajala za plačevanje davka. Na eni strani imamo vnaprejšnje plačevanje surovin in embalaže, po drugi strani imamo dolge plačilne roke pri trgovcih, tako da smo v enem precepu velike stiske finančne in jaz ne vidim razloga, da nas ministrstva, ki razumejo ekonomijo, ki razumejo agroživilstvo, da nas ne bi podprla.